Hej, tukaj Sabina oziroma nekateri me poznate kot Mami na vrtu. In danes je na vrsti ena taka zanimiva tema, malo povezana s turizmom, malo s tem, zakaj jaz nisem nečesa objavila na Instagramu, zakaj ste me res spraševali in v bistvu tako je nastal tudi ta video. Kot odgovor na vaše vprašanje, zakaj ne objavim določene točke, kamor smo šli prejšnji teden na izlet. In sicer mi smo se odločili, da nekam gremo in na poti smo naleteli na neko točko. Jaz za to točko nisem vedela, kasneje, ko sem vprašala svojega dedka, je on točno vedel, kje to je, ker pač je veliko hodil in pozna ogromno teh točk v tem predelu Slovenije. In kaj se je zgodilo? Jaz sem objavila to fotko in večina vas je vprašala, kje je to, in potem pač jaz nisem hotela razkriti. Zakaj? Nekako sem čutila v sebi, da mogoče pa ni fajn, da vse vemo vsi, ker kot pač vemo, v Sloveniji imamo ogromno enih točk, lepih, naravnih, jezera, bajerje, ogromno. Ne bom naštevala, ker vemo, koliko je Slovenija čudovita in tisti, ki hodite okoli v gozd ali pa ker se mogoče zapeljete kje, pa naletite na neko točko, vam je tako wow, ne? In ko ni tam ljudi, je tako še malo bolj posebno, ker se ti zdi, to sem pa jaz pač mimogrede naletela in je pač tak poseben feeling, no? Vsaj pri meni se je tako zazdelo začutili. In potem sem pač to fotko dala na Instagram, ste me vprašali, zakaj ne objavim. Kar nekaj polovica vas je rekla, da vas to zmoti, da ne objavim, kje je ta lokacija natančno na zemljevidu. In potem sem se pogovarjala še z enimi parimi, z vami prek Instagrama na zasebnem sporočilu in ste mi rekli, da se ne bo zgodilo tako, kot se je zgodilo s Klevevžom. Klevevž, kot nekateri veste, je ena zelo, zelo čudovita točka, ena izmed mojih najljubših v Sloveniji. In sicer to je naravna toplica, se pravi, to je topla voda, greš lahko tja noter, zaplavaš, magično, res čudovito, za izlet, za plavanje, kakorkoli že. In kaj se je zgodilo s Klevevžom? To je bila neka točka, pač nekje na skritem, na samem, še jaz sem jo težko najdla, pa sem vedela, kje točno na zemljevidu je, pač ker je res taka potka, da je pač kar malo težje do nje pridati, oziroma ne veš točno kam iti, moraš pač res opazovati okoli sebe. Vsaj pri meni je bilo tako, no. Boste tisti komentirali, da dejansko tam živite, pa ste že večkrat bili. V glavnem, ta točka je bila za domačine, pač čist nekaj normalnega, naravnega, grejo tja na sprehod. In kaj se je zgodilo? Vedno več ljudi je začelo tja hoditi. Vedno več ljudi, ko nekam hodi, vemo, da uničujemo naravo. Ne samo s tem, da odmetavamo odpadke, pač to nekako še pobereš, jaz upam, da jih večina pobira za sabo, da uporabljate tudi stvari, pač da je čim manj odpadkov, ampak konec koncev tudi to, da mi hodimo nekam oziroma da nekam gremo, pomeni, da pač onesnažujemo oziroma uničujemo bolj, no, naravo, ne onesnažujemo, ampak uničujemo. Zakaj? Ker ti nekam hodiš oziroma nekam greš, že z bencinom, že z hojo, poteptamo stvari, različne rastline. V glavnem, tle res je spektr tega. In recimo v tujini, v Avstraliji recimo je koralni greben, Great Barrier Reef, je res bogi. In z tega vidika se mi zdi pač tako mogoče fajn gledati tudi na ta masovni turizem, pač jaz to primerjam, ker pač v Sloveniji, ko bo neka točka znana, bo vedno več ljudi tja šlo in pač lahko počasi seveda začnemo govoriti o masovnem turizmu. Počasi, ker Slovenija je le manjša in nimamo toliko turistov, ampak vseeno je enak efekt, se pravi, več ljudi, ko gre, bolj uničuje. Ni zaman, da na različnih točkah omejujejo število ljudi, ki lahko obiščejo, ne vem, Machu Picchu, 250 ljudi na dan, oziroma to je bilo pred 4 leti. Potem imamo recimo Maya's Bay. Maya's Bay na Tajskem je na Phi Phi otoku in sicer tam so snemali en film in samo zaradi tega filma jih je ogromno hoteli pogledati, kje je bil ta film z Leonardom DiCapriom posnet. Jaz sem šla tam mimo na Phi Phi otok in takrat sem raziskala, mogoče bi šli pa tudi tja. Zakaj? Zato, ker pač to je bilo na seznamu in pač mogoče pa gremo pogledati. In kaj se je zgodilo? Par mesecev prej sem jaz prepotovala na Tajsko, so v bistvu to zaprli. Zato, ker smo, govorim na splošno turisti, dejansko uničili bitja v morju in cel koralni sistem in vse s tem, ker smo se prevažali gor pa dol z ladicami. In to vse vpliva, hoja vpliva, ladice vpliva, zato pač se meni še vse zdi fajn malo to skriti, imate svoj kotiček. Seveda, teh kotičkov je ogromno, tudi zelenci so čudoviti, pa je veliko ljudi. So nekako uredili, da je pač vse malo drugače, da je bolj prijazno, se pravi, da so potke uredili, da ni vse poteptano, da pač hodimo nad tlemi, bom tako rekoč rekla, da ne uničujemo toliko, ampak še vse, dajmo gledati na to, da pač ohranjamo naravo, ker pač mi smo tukaj gostje. Ni to vse naše, da uničujemo, teptamo dobesedno. Tako da
to je en izmed razlogov, to je razlog, zakaj jaz nisem razkrila tega kotička. Teh kotičkov je res ogromno po Sloveniji in se mi zdi, da pač je fajn, da imamo pa vsake toliko časa še vsak kakšnega, ki ga pa ne izda, ne? Pa se počutimo še malo bolj posebne pri sebi. To je to, če ti je bil video všeč, lajkaj, lahko komentiraš, če imaš kakršnokoli vprašanje spodaj in se gledamo naslednjič. Uživi! Čau!